Danes tu obujamo spomin na vse, ki so doživeli razčlovečenje v koncentracijskih taboriščih. Bodisi, ker so pripadali napačnemu narodu, etični skupini, političnemu, verskemu ali kulturnemu izročilu, bili istospolno usmerjeni ali duševno in telesno prizadeti, kot tudi spomin na tiste, ki so to razvrednotenje temeljnih človekovih pravic uspeli preživeti, zaznamovani za vse življenje. Sledi polaganje vencev k spomeniku obtožujem. Venec bosta položila ministrica dr. Anja Kopač Mrak in župan občine Tržič, magister Borut Sajovic. Smrt fašizmu, zmeraj povsod.
Obtožujem vse tiste, ki hodijo po svetu z eno samo resnico v srcu, tujo, ne svojo. Obtožujem vse tiste, ki vidijo le črno in belo podobo in nikoli ne mavrice v ljudeh. Obtožujem vse tiste, ki nikoli, ampak res nikoli, ne gledajo in ne poslušajo tudi srca. Obtožujem vse tiste, ki v ogledalu prav nikoli ne ozrejo tudi svoje duše. Obtožujem se, kadar pogledam stran, zamahnem z roko in rečem, saj nič ne morem. To ni moja stvar. To je moja stvar. To je naša stvar. Vedno in povsod, kadarkoli in kjerkoli, je kršena temeljna človekova pravica. Ljudje smo rojeni enaki, z neodtujljivo pravico do življenja in iskanja sreče. Lepo pozdravljeni na tem mestu, kjer je bila kršena temeljna človekova pravica. V imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Slovenija, Združenja borcev za vrednote NOB Tržič in občine Tržič na današnji spominski slovesnosti ob 68. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen-Ljubelj še posebej toplo pozdravljam. Današnjo slavnostno govornico dr. Anjo Kopač Mrak, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica. Marka Vraničarja, predstavnika predsedstva Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Poslanka v Državnem zboru magistro Jano Jenko. Državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Boštjana Šefica. In seveda vse ostale predstavnike občine Tržič in Republike Slovenije. Med nami je tudi veleposlanik Republike Avstrije v Sloveniji, njegova ekscelenca Klemens Koja. In predstavniki veleposlaništev Francije, Republike Poljske in Zvezne Republike Nemčije. Poseben pozdrav velja seveda vsem taboriščnikom koncentracijskih taborišč in zaporov, predstavnikom združenj in odborov žrtev vojnega nasilja, predstavnikom borčevskih in veteranskih organizacij, posebno pa vsem praporščakom. Pozdravljene tudi delegacije iz držav tistih taboriščnikov, ki so s svojim trpljenjem gradili ta ljubelski predor, ki danes zgolj še povezuje. Skratka, lepo pozdravljeni prav vsi, ki ste se zbrali na tem mestu, ki je mesto trpljenja, pa vendarle tudi večnega spomina in opomina. 3. junija 1943 so prvih 300 jetnikov v živilskih vagonih, izmučene in sestradane, pripeljali iz koncentracijskega taborišča Mauthausen, sem v osrčje Karavank, najprej v južno taborišče, oktobra pa še v severnega, na drugi strani gore.
Delovno taborišče Ljubelj, eno od 49 podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen, je bilo edino koncentracijsko taborišče na Slovenskem. Pod budnim očesom stražarjev z mitraljezi in žarometi na 6 stolpih in za 3 metre visoko žičnato ograjo je v izredno težkih razmerah 23 mesecev garalo okoli 2000 političnih internirancev 13 evropskih narodov, polovica njih Francozov, poleg tega pa še Poljaki, Rusi, Jugoslovani oziroma Slovenci, Nemci, Avstrijci, Židi, Italijani, Španci, Čehi, Norvežani, Luksemburžani, Nizozemci, Arabci, Romi, Grki, Belgijci in Švicari. V tem času so zgradili 1542 metrov dolg predor, skozi katerega je prvi avtomobil zapeljal 4. decembra 1944 leta. Njihovo trpljenje je bila cena za gradnjo predora, ki naj bi izboljšala prometne poti nemške vojske do Jugoslavije. Na srečo pa nam danes bistveno lajša pot iz Gorenjske v zamejsko Koroško. Po zdravnem nagovoru vabim župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica in občinsko svetnico in članico Združenj borcev za vrednote NOB Tržič, Zvonko Pretnar. Prosim. Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, taborišnice, taborišnike, tovarišice, tovariši, borke, borci, dragi gostje, ljudje dobre volje z obeh strani meje. Ta mogočen tunel, predor skozi Karavanke, je dolga leta ločeval, danes povezuje in pa združuje. Vesel sem in ponosen na dobre odnose z našimi prijatelji, sosedi z avstrijske Koroške. V tej sredini toplo pozdravljam profesorja Štetnerja, človeka, ki je tako kot naš častni občan Janko Tišler, že pokojni, zaslužen za to, da je seveda zgodba taborišča, koncentracijskega taborišča Ljubelj Mauthausen ostala taka, kot je danes. Številni so se trudili, da bi tisto, kar se nikdar in nikoli v zgodovini ne bi smelo zgoditi, pozabi. Njim gre zasluga, da smo seveda danes tukaj, da govorimo slovensko in da smo na to ponosni. Pozdravljam vas v eni od 13 krajevnih skupnosti v Podljubelju. Tu se je v zgodovini vedno kaj dogajalo. Čez ta prelaza so jezdili Turki, to čez so šli Napoleonini vojaki. Do tamle spodaj je segla Rupnikova linija, čez je šel umik nemške vojske in leta 90 ob osamosvojitvi so se tu dogajali tudi ključni, pomembni dogodki za slovensko zgodovino. Danes smo tu 68 let po tistem, da se spomnimo na ljudi, ki so trpeli. Zato, da zgodovina ostane taka, kot je, da se nehamo prerekati, kajti točno se ve v zgodovini, kdo je bil na eni strani žice, zaprt, lačen in prebražen, kdo je bil pa na drugi toplo oblečen in kdo je bil njegov sodelavec. Taka je bila zgodovina. Nekateri ste vprašali, zakaj je danes proslava na drugem mestu. Spomenik in to zemljišče, na katerem smo danes, je v lasti občini Tržič. Uredili smo ga. Uredili in pa obnovili smo tudi spominsko sobo, ki vam je na ogled. Gospod Jože Romšek, domačin iz Podljubelja, je pripravil lepo razstavo in pa slike v tistem lokalu, kako je izgledalo taborišniško življenje takrat. Še imamo voljo, še imamo energijo taborišče urejati in pa se razvijati. Tistole, kar vidite na drugi strani ceste, kjer raste trava, plevel in pa grmovje, pa je v lasti sklada kmetijskih zemljišč in pa pod kontrolo
Ministrstva za kulturo. Prosimo, ponujamo roko sodelovanja, da se tisto, kar se 15 let ureja, pa se birokratsko ne uredi, končno spravi pod streho. Občina Tržič je pripravljena prevzeti v upravljanje, pripravljena je prevzeti polovico stroškov, če seveda država nameni in reši drugo polovico. In jaz vam prosim, gospe in gospodje, dajmo vsem tistim, ki to urejajo, en tak pozitiven aplavz, da se zganejo in zbudijo. Hvala lepa za dobro voljo. Danes ni čas, da obtožuje ta spomenik sam po sebi. Danes je čas, da si ponujemo roko, imamo inovativne rešitve, predvsem pa, da delamo in pa ustvarjamo. Veseli smo vas v Tržiču, v tem koncu, pridite nas pogledati še to mesto, kljub težavam, s katerim se spopadamo, imamo na področju naravne dediščine, človeškega kapitala, marsikaj za pokazati. Veseli in ponosni bomo vašega obiska. Hvala lepa. Spoštovani interniranci, spoštovane interniranke, včasih štejem, da vas lahko v imenu Združenja za vrednote NOB iz Tržiča iskreno pozdravim. V tem lepem koncu slovenske domovine, kjer pa ni bilo vedno tako. V tem delu je bilo edino slovensko koncentracijsko taborišče in eno izmed taborišč po Evropi, kjer je napisal pesnik Lojze Krakar, da se je smrt utrudila do smrti. Ko ste preživljali vse te grozote razčlovečenja, je v vas tlela tiha misel, da se kaj takega ne bi nikoli več ponovilo. Zato naj velja ne političnemu, ekonomskemu in socialnemu razvrednotenju človeka in da solidarnosti, vzajemnosti in tovarištvu. Hvala lepa. Najprej so prišli po komuniste, vendar nisem spregovoril, ker nisem bil komunist. Potem so prišli po sindikaliste, nisem spregovoril, ker nisem sindikalist. Potem so prišli po Jude, vendar nisem spregovoril, ker nisem Jud. Potem pa so prišli pome, pa ni bilo nikogar več, ki bi lahko v mojem imenu spregovoril dobro besedo zame. S temi besedami je svoj sprva apatičen odnos do nacistične genocidne politike opisal nemški pastor in teolog Martin Niemöller. Vsi kaznjenci v delovnem taborišču Ljubelj so imeli obvezno 3 cm široko, do kože ostriženo progo po sredini glave, da se v primeru bega ne bi mogli pomešati s civilnimi delavci ob gradnji tega predora. Na suknjiču so imeli prišite bele trakove s številkami in barvnimi trikotniki. Rdeča za politične kaznjence, črna in zelena za kriminalce, roza za homoseksualce in vijolična za Jehove priče. Prosim za glasbeni predah. Z nami je kvintet trobil Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Gregorja Gubenška. Zaigrali nam bodo koračnico pod slovenskim praporom.
Ja, vedno so med nami ljudje, ki to doživljajo tudi drugače. Zato k pozdravnemu govoru oziroma k pozdravni besedi in delitvi svojih izkušenj vabim še bivšega interniranca v Auschwitzu in Buchenwaldu, gospoda Ivana Ivanji. Spoštovani navzoči, dragi borci in drage borke, prinašam vam solidarnostne pozdrave od spominske proslave na severni strani Ljubelja. Vesel sem, da kljub svoje starosti smem spregovoriti vam tukaj zbranim. Kot 15-letnega so me deportirali iz Banata v Auschwitz in nato v koncentracijsko taborišče Buchenwald. Buchenwald in Mauthausen s svojimi številnimi podružnicami so bili stebri nacističnega terorja in del zločinskega imperija. Zato spadam kot še živeče priči tudi ti sam na kraj, kjer se je poteptalo človeško dostojanstvo. Marsikaj vemo o gradnji prodorov, kajti od junija 1944 do osvoboditve koncentracijskega taborišča Buchenwald so nacisti v bližini podzemlju producirali rakete V2. Delovni pogoji so bili podobno nečloveški kot tu na Ljubelju, hud mraz, brezmejno nasilje in podivjano razpoloženje SS-ovskih oficirjev so mnogim internircem vzeli življenje. Meni je ovo prevedeno na slovenački, ja se trudim da govorim slovenački, ali dozvolite da kažem samo nekoliko reči na srpskom jeziku i nadam se da ćete me razumjeti dobro. Ja sam 1958. bio u glavnom štabu izgradnje autoceste Ljubljana-Zagreb i celu tu godinu proveo sam u otočcu ob Krke i to je bila jedna od najlepših godina moga života, pa zato se usuđujem da kažem da se ovdje kod vas osjećam kod kuće. Kod priče se ne smemo zadovoljiti s objekovanjem preteklosti, ne s polaganjem vencev, ne s ustanovljenjem spominskih obeležij i ne s nagovori. Kod priče moramo biti pozorni, se moramo upreti, moramo postati glasni in tudi nekaj podvzeti. To, kar se je dogajalo v koncentracijskih taboriščih in ker sem doživel tudi sam, se nikoli ne sme več ponoviti. Hvala vam. In vi, ki ste stalni obiskovalci teh spominskih slovesnosti, veste, da nam mora, ampak res mora spregovoriti tudi gospod Daniel Simon, predsednik društva Amikal Mauthausen. Mesdames, Messieurs, chers amis, je dirais quelques mots seulement. Le thème cette année des cérémonies sur l'ensemble des camps de Mauthausen concernait ceux et celles qui ont porté secours, qui ont aidé les détenus. En plusieurs lieux en Autriche, j'ai eu l'occasion de dire qu'il y avait un camp du système Mauthausen où ce thème avait une vraie signification, c'était celui où nous sommes, le camp sud du Loibl-Pass. En effet, ici, les nazis étaient une troupe d'occupation en territoire demeuré hostile. Et ils ont été en position défensive. Ailleurs aussi, quelques personnes ont pu porter secours aux détenus. Ici, quelques actes héroïques ont été accomplis par des personnes, des hommes et des femmes célèbres en Slovénie. Je ne nommerai que Janko Tischler, mais il y en eut d'autres. Mais toute la population, ou très majoritairement la population, était solidaire des détenus du camp et a ainsi facilité, rendu possible des évasions qui ailleurs étaient inimaginables.
Je tire de cela deux conclusions. La première, c'est que les amitiés qui se sont nouées à cette époque-là entre les détenus et ceux et celles qui les ont aidés ici, cette amitié perdure. Elle a traversé les générations. La deuxième conclusion est que, par contraste avec le camp sud du Leubel, les autres camps du système concentrationnaire nazi en Autriche et en Allemagne n'ont pas connu cette situation. Et il faut se demander si une population qui aurait apporté un soutien moins actif ou même un soutien passif aux détenus des camps n'aurait pas fragilisé le système concentrationnaire comme ceci eut lieu ici. Cette réalité demeure la fierté du peuple slovène. Merci. Gospod Daniel Simon je vsako leto imel veliko daljši govor kot danes, toda danes bo en kratek povzetek, smo ga prosili, da ga skrajša in jaz bom zdaj čisto na kratko povedala, o čem je on govoril. Rekel je, da je letos, kot vsako leto, društvo, mednarodno Mauthausen komite, ima svojo, izbere eno temo. Letos je posvečena ta tema, ali pa posvečeno je ljudem, ki so pomagali internirancem. In potem pa pravi, povsod so ljudje pomagali, kjerkoli je to bilo možno, to da v Sloveniji, posebej na južni strani, na naši strani, kjer se mi danes nahajamo, podružnici, to se pravi na južni strani Ljubelja, je bilo malo drugače. Tukaj tudi situacija je bila drugačna, Slovenija je bila okupirano ozemlje in so prebivalstvo je pomagalo zelo veliko, posebej še naš prijatelj, pokojni Janko Tišler, Tržičan, so veliko pomagali taborišnikom, za razliko od drugje po Evropi, kjer so bili tudi taborišča, podružnice, je to, da ljudje niso imeli take možnosti niti za pomagati, tudi ne poznamo takih primerov, da so ljudje, prebivalstvi pomagali taboriščnikom, da rečemo internirancem. Med drugim je povedal, med drugim, poleg domačinov, normalno je omenil tudi partizane, ki so tudi pomagali pripomogli pri osvoboditvi internirancev. Na koncu, čisto na kratko rečeno, je rekel, sto dve stvari, ki bi jih rad poudaril, ki jih je poudaril, in to je bilo prijateljstvo med vami, to se pravi in nami, to se pravi med Slovenijo in Francijo, in to, kar sem prej na kratko omenila, da je po vseh drugih mestih v Evropi, ker so ljudje tudi probali ali pa bi radi pomagali taborišnikom, nikjer ni bilo take solidarnosti videti, niti doživeti take, kot je bila v Sloveniji, v Tržiču, na južnem, to se pravi južni podružnici Ljubelja, podružnici Mauthausen. To bi bilo na kratko vse. Najlepša hvala vsem govornikom. Franc Rozman Stane, Tine Rožanc, Franc Bukovec. To so trije narodni heroji, ki so jih porodile majhne vasi pod Šmarno goro, danes povezane v krajevno skupnost Pirniče. Pa še partizanskega pesnika Ota Vrhunca ali Blaža Ostrovrharja. Od tam prihajata z pirniškega odra treh herojev, Anica Horvat in Robert Žavbi. Dovoljeno je vse, kar je zaukazano. Kar ni zaukazano, ni dovoljeno in bo strogo kaznovano. To je zakon, ki velja tukaj za ograjo taborišča. Hitreje! 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 Vrtenaj se svedri, vzleteti že morajo ptiči jekleni. In vrtamo. Vrtamo luknje, s pretrudnimi vrtamo jih rokami.
A mojstri in nadišavljene paznice surovo kričijo nad nami. A mojstri in nadišavljene paznice surovo kričijo nad nami. A mojstri in nadišavljene paznice surovo kričijo nad nami. Vrtajte! 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 V divjem se trušču svedri v rokah nam vrtijo, minute pa dolgo, kot ure počasi, počasi polzijo. Nekje so polja krvava. Moj brat, moj oče, moj sin. Spet mi omahnila roka je trudna. Utihnil je sveder. Spet z vseh strani 5 mojstrov, 5 paznic kriči. Vajta! Vajter! Vajta! Vajter! Vajta! Vajter! Nekje so polja krvava. In ptice jeklene nosijo smrt. Moj sin, moj ljubljeni sin. In trudna mi roka ne more več dvigniti svedra. Vajta! Vajter! Vajta! Vajter! Vajta! Vajter! Kričijo mi mojstri, vrti pod rokami jeklena se plošča v mrtvaško glavo izpreminja. Vrtijo se svedri. In sinek moj, s trudno roko vrtam ti luknjo v glavo. Golo je drevo, sneg na njem leži. Zvej se bel sijaj k nam z nočjo spusti. Še nihče ne spi. Vsak zase bedi. Težji od vseh dni nam je molk noči. Po hodniku gre v luči tuj vojak. Včasih mu zastane stihoma korak. V linici tedaj zagledam mil obraz, svetle v njem oči, zaskrbljen izraz. Tuj mi vojak, čutiš z nami? Res? In razumeš krik mučenih teles? Če smo vsi ljudje, kdo je kriv gorja? V srcu se morda vprašava oba. V linici vojak dolgo v nas strmi. Človek je samo, kakršni smo mi. Da bi le že vsi v nov zaupili čas, pa je legel molk kakor v grob med nas. Kakor v grob med nas. Ruski pesnik Evgenij Jevtušenko je dejal: Ni me strah prijateljev, ni me strah sovražnikov, strah me je samo indiferentnih. Kajti sovražniki me lahko samo ubijajo, prijatelji me lahko samo izdajo, indiferentneži pa bodo pasli zijala, ko me bodo sovražniki ubijali in prijatelji izdajali. To je problem sveta, zijala. Lakota, ja, lakota je bila groza vsakega taborišča, tudi tukajšnjega. Kot je dejal eden od taboriščnikov, pa groza lakote ni toliko v tem, da se počutiš šibek in nemočen, temveč v tem, da te nasiči s pohlepom in zavistjo. Ti odvzame človeško dostojanstvo in bratovsko sočutje. Najhujši zločin naših gospodarjev ni to, da nas fizično ubijajo, ampak da ubijajo v nas človečnost in plemenitost. Vse tisto lepo in dobro, kar nas dela ljudi. Najbolj grozen način je ubiti človeka tako, da ostane živ.
In ko ljudje nimajo več kaj izgubiti, razen svojega življenja, potem so pripravljeni, da dosežejo vse. In to nas uči zgodovina. K slavnostnemu nagovoru vabim dr. Anjo Kopač Mrak, ministrico za delo, družino, socialo in enake možnosti. Spoštovane nekdanje interniranke, nekdanji interniranci, borke in borci narodno-osvobodilnega boja, tovarišice in tovariši, rapoščaki, župan, veleposlanik in vsi ostali gostje, ki ste danes tu, da se spomnimo, česar se moramo spomniti. Ko govorimo o naših sedanjih in prihodnjih izzivih, ne smemo pozabiti, da so dogodki v življenju vsakega človeka in naroda, ki so nepozabni in jih čas ne more in ne sme izbrisati. Prav je tako in namen današnje obeležitve 68. obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča tukaj pod Ljubeljem je, da se ozremo nazaj ter obudimo spomin na dogodke druge svetovne vojne, ki je bila nedvoumno ena od ključnih preizkušenj slovenskega naroda in ne samo slovenskega, svetovnega človeštva. Prav je, da se spoštovanjem spominjamo posameznikov, ki so se borili za lastno svobodo, svobodo svojih bližnjih in tudi za svobodo in obstoj svojega slovenskega naroda. Mnogi borci, interniranci, slovenski izgnanci, prisilni delavci, begunci in tudi civilisti so v boju za svobodo, v uporu proti ponižanju in trpljenju pred okupatorjem izgubili največ, žrtvovali so svoje življenje. Čeprav sama pripadam mlajšim generacijam, ki niso doživele strahot druge svetovne vojne, se mi zdi še toliko bolj pomembno, da ohranjamo zgodovinski spomin na te dogodke. Zaradi opomina, da se ti nikoli več ne bi ponovili in da bodo generacije, ki prihajajo, sploh še lahko ohranjale zavest o tem, kako pomembna je svoboda. Da bodo ohranjale zavest o tem, da je to neprecenljiva vrednota, ki jo je treba spoštovati in braniti, tako kot je treba spoštovati in braniti življenje in človeško dostojanstvo. Prav koncentracijsko taborišče Ljubelj je eden od takšnih spomenikov preteklosti, ki je opomin na dogodke, v katerih je bilo človeško dostojanstvo internirancev poteptano, svoboda odvzeta, življenje otnikov pa vredno manj kot nič. Prav je, da taki dogodki potekajo. Prav je, da se tega spominjamo zato, da se nam kaj takega ne bi nikoli več ponovilo. Zaradi tega, ker vedno tudi danes, vedno znova najdemo nekoga, ki nam ni všeč, nekoga, ki mu morda ne bi dali enakih pravic. Človekove pravice so univerzalne, pripadajo vsem in to se moramo vedno znova spomniti, kot je bilo rečeno, tisti, ki samo gleda, tiste je najhuje. In tudi danes smo pred takimi vprašanji in prav je, da ne pozabimo, da enake možnosti veljajo za vse, prav vse med nami in človekove pravice vsem, ne glede na raso, spol, narodnost ali spolno usmerjenost. Koncentracijsko taborišče Ljubelj je bilo zgrajeno leta 1943 na obeh straneh Ljubeljskega predora kot ena od 49 podružnic zloglasnega koncentracijskega taborišča Mauthausen v Avstriji. Predor skozi Karavanke, kjer je potekala meja med Slovenijo in Avstrijo, je moralo kopati približno 1800 ujetnikov. Njihovo trpljenje je nedojemljivo. Namen gradnje tedaj seveda ni bil, da bi tunel omogočil boljšo prometno povezavo iz Gorenjske v avstrijsko Koroško, temveč prek
Ljubelskega prelaza izboljšati preskrbovalne poti do okupacijskih sil na Balkanu. Pri tem je okoli 40 internirancev umrlo neposredno tu na Ljubelju, medtem ko je v taborišču Mauthausen in podružnicah skupaj izgubilo življenje okoli 120 tisoč ljudi, od tega okoli 1500 Slovencev. Globino trpljenja in izgubo človeškega dostojanstva pričajo številna izpričanja internirancev. Prav je, da se jih o takih dogodkih spominjamo. Spoštovani, danes smo Slovenci sami svoji gospodarji. Živimo v samostojni, demokratični državi. 20. stoletje je bilo stoletje velikih zgodovinskih mejnikov, čas hitrih družbenih sprememb in razvoja. Veliko vprašanj in dilem pa je prineslo tudi v 21. stoletje. Slovenija se danes, tako kot druge evropske države, sooča z gospodarsko in socialno krizo. Kot družba pa se vedno bolj soočamo tudi s krizo vrednot. Zdi se, da sta solidarnost in povezanost tako med generacijami, kot tudi med ljudmi zmanjšuje. Prepričana sem, da bomo številne rešitve, ki so potrebne za gospodarsko in socialno stabilnost naše države, lažje poiskali, le tako, da se bomo ponovno povezali, ohranili solidarnost ob strpnosti in dialogu. Samo skupaj smo lahko uspešna država, uspešnih državljank in državljanov, ki imajo vodilo in oporo v trdnem sistemu vrednot, v katere smo verjeli ob nastanku naše države. Kot državljani in kot država smo se zavezali spoštovati posameznika, njegovo enkratnost in neponovljivost, njegovo dostojanstvo in njegove pravice. Temu vodilu moramo v kar največji meri ostati zvesti tudi zdaj, ko se soočamo z izzivi krize. Kot ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sem zavezana viziji države, ki v ustavi pravi, da je pravna in socialna. Zavezana sem ideji, da imajo ljudje pravico do socialne varnosti in do enakosti. Verjamem tudi, da je socialna politika ena izmed naših ključnih politik, ki zagotavlja solidarnost in pravičnost ter prispeva k blaginji skupnosti, torej nas vseh. V času krize pa moramo z ukrepi socialne politike v kar največji možni meri blažiti socialne stiske ljudi, zaščititi tiste, ki nas najbolj potrebujejo, najbolj ranljive med nami, ter preprečevati poglabljanje revščine in socialne izključenosti. Zato si bom kot ministrica za socialne zadeve v tvornem socialnem dialogu prizadevala za zagotavljanje socialne varnosti kot univerzalne vrednote z namenom, da ljudje ohranijo svoje dostojanstvo, da ohranijo zaupanje v sočloveka in družbo, kajti to je tisto, kar nas ločuje od dogodkov, ki so se v preteklosti zgodili, in to moramo vedno imeti v mislih. Spoštovani, pred nami so številne izzivi in preizkušnje, s katerimi se moramo soočati kot napredna država in družba. Pri tem pa ne smemo nikakor in nikoli pozabiti na sporočilo današnje slovesnosti, ki po 68 letih vodi v razmišljanje, da je svoboda največja vrednota posameznika in naroda. Vi, spoštovane nekdanje interniranke in interniranci, borke in borci NOB, ste tisti, ki se zaradi bolečih izkušenj druge svetovne vojne, pomena svobode, poguma in ohranjanja dostojanstva človeka zavedate v vsej svoji polnosti. Zato si lahko le želimo, da bi se spominskih slovesnosti, kot je tukaj pod Ljubelju, udeleževalo več mladih. Na ta način bomo lahko ohranjali spomin na dogodke, ki v slovenski zgodovini ne smejo nikdar biti pozabljeni. Tako spomini kot dobra misel, ki je ne delimo z drugimi, počasi zbledi, kadar pa jo delimo, živi večno, ker prihaja od človeka do človeka in ob tem raste. In to je naša naloga, naloga mlajših. Kljub negotovi prihodnosti in krizi ne smemo opustiti upanja na boljši jutri in z optimizmom moramo zreti v prihodnost, kajti verjamem, da skupaj bomo zmogli.
ob strpnosti in spoštovanju vsakega med nas in za tiste najranljivejše moramo še toliko bolj paziti. Ob koncu bi se rada tudi zahvalila praporščakom, da so tu z nami, povezovalcem za to prelepo proslavo. Želim vam lep dan. Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje? Zakaj vam niso opisane v očeh vaše misli in želje? Kajti prav v teh dneh, ko je vsaka slutnja greh, ko si vsak želi uteh, prav v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlaneh. Karel Dastovnik Kajuh je to spraševal se v pesmi Ko človek bo človeka prepoznal pred več kot pol stoletja. Čeprav jih je napisal te besede rosno mlad, žive med nami še vedno. Njegovo pesem Žalostna bo recitiral Franc Janc, pesem Materi pa Jože Meglič. Oba sta člana KUD-a Podljubelj. Kaj je v vasi vse tako pusto? Kaj žalujejo ljudje? Kaj tako tihi so gozdovi? Kaj samujejo steze? Mar je toča vse pobila? Mar je suša nad vasjo? Mar za voljo časov slabih je ljudem tako hudo? Niti toča ni pobila, ni je suše nad vasjo, ni za voljo časov slabih, ni zato ljudem hudo. Ali vendar vse žaluje in samuje. Tu, pod Ljubeljem so trpeli in umirali mladi fantje in možje, ki hoteli so živeti, pa so morali umreti. Takrat, ko je prvič ročice razprl, takrat si v radosti plašno strepetala. Samo da mi ne bi, da ne bi umrl. Takrat, ko na prsih je tvojih še spal, takrat si mu nežno v solzah šepetala. Glej, kmalu iz tebe cel fant bo postal. Postal je tak fant, da bi gore premikal. Nikdar se ni klicu svobode izmikal. Tako si mu segla poslednjič roko in tebi je tlelo. Da, vrnil se bo. Zdaj veter raznaša besede njegove. Prisluhni natanko, da čuješ glasove. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti. Toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Na drugi strani ceste je travnik, kjer so ostanki delavskega taborišča. Temelji in ostanki zidov taboriščnih stavb in oznake o njihovih položajih. Med drugim tudi krematorija, v katerem so sežgali okrog 40 internirancev. Teh bi bilo bistveno več, vendar so izmučene in bolne jetnike vračali nazaj v Mauthausen. Tukaj ne poznamo močnih in slabih, temveč le delavce in mrliče. Tisti, ki noče delati, naj to mirno pove, ubit bo. To so besede poveljnika taborišča Ljubelj Jakoba Winklerja. Na dan osvoboditve je bilo na Ljubelju še 1039 internirancev. Vsi z mislijo na svobodo in seveda na svojo domovino.
Enkrat pozneje, čez 200 in 300 let, bodo spraševali, kako je bilo. Kako je potekala borba? Kako je nastala? In kje se je in kako misel na odpor rodila in kje se je z voljo združila. Spraševali bodo, kdo je zgradil taborišča in kdo je pobijal matere, žene. In ne bodo razumeli, kako je mogoče, da človek človeku lahko toliko zla prizadene. Spraševali bodo, kdo je hrabro razbijal obroč, ki ga je rabelj vse tesneje koval. Kdo je proti krošnjami smreku mrzlih zimah spal. In kakšno bilo je pred borbo v naših srcih spoznanje. Spraševali bodo, kako je takrat bilo nam. Prašne knjige bodo listali, mimo pomnikov zbledelih v hostah hodili. In iz orumenelih platnic naš duh bo zavel. V krošnjah pomladnih veter bo pel. Vodilo nas je hrepenenje, srce plameneče, v silnem ognju goreče. Srce, ki je bilo le za svobodo. Za mojo, za tvojo. Svobodo za vselej. Za 200 in 300. Svobodo za tisoče let. Kajti treba je vedeti, da mali narodi bolj ali vsaj drugače ljubimo svojo domovino, kakor jo ljubijo veliki. Majhna je. In ker ne moremo opevati in poveličevati njene prostranosti, opevamo in poveličujemo njene kotičke, ki so polni lepot. Kajti lepota je podobna resnici. Resnica ne potrebuje debele knjige, da se nam razjasni. Lepota ne širnega, brezmejnega prostora, da se razširi, razbohoti in razcvete. Naj prostranost bobni in poje svojo mogočno pesem. Resnična lepota tiho žari. Svojo domovino poznamo, kakor poznamo obraz svoje matere. Domače so nam vse njene gube in gubice, poteze veselja in žalosti, brazde bridkosti in skrbi. Nenehno čutimo objem njenih kmečko raskavih, a srčno dobrih, toplih rok. Stiskamo se k njej in jo branimo. Že 1000 let. Branimo jo največkrat preprosto, kar z golimi rokami. Toda branimo jo uspešno. Kajti prvi porok zmage je besna zaljubljenost, ki ne presoja in se zato tudi ne umika pred sovražnikovo premočjo. Da, najprej je potrebna ljubezen, ki je vsako uro pripravljena dvigniti roko v bran. Potem šele prideta na vrsto razsodna misel in orožje. Spoštovani, spominska slovesnost ob 68. obletnici osvoboditve vseh koncentracijskih taborišč je s tem zaključena. Hvala vsem, hvala govornikom, hvala praporščakom, hvala vsem nastopajočim in seveda hvala tudi vremenu, da je poslalo tudi sončne žarke na to mesto žalosti, spomina in večnega opomina. Za popotnico pa še enkrat kvintet trobil Orkestra Slovenske vojske in na snidenje prihodnje leto.